Torej, to žensko so zasledovali in ujeli na podeželju v Indiji, ker so jo nekateri liberalci na internetu prepričali, da je popolnoma varno kot ženska hoditi sama v kulturah, ki nimajo enakih kulturnih prepričanj o ženskah. Ko govorimo o Indiji, seveda govorimo o milijardah ljudi, veliko različnih kulturnih okoljih, veliko različnih prepričanjih in to ne velja za vsak del Indije. V določenih krajih pa so lahko moški res problematični. To govorim iz lastnih izkušenj. Nikoli, res nikoli ne bom želela govoriti o tem, kaj se mi je zgodilo v Indiji, ker je bila to ena najbolj travmatičnih izkušenj v mojem življenju. Ampak to je druga tema. Poglejmo, kaj se je zgodilo njej. Ta moški me sledi. Pojdi stran. Pusti me pri miru. Iskreno sem že malo sita Indije. Mislim, da bom kar odšla. Pred nekaj trenutki. Ta tip me tako spravlja v nervozo. Tečem tako počasi, ker nočem, da je za menoj. In on vsake toliko časa preneha poganjati pedala. V redu, prehitela ga bom in videla, kaj se bo zgodilo. Vidiš, zame je dejstvo, da imaš žensko, ki je belka, kar je v nekaterih delih podeželske Indije redkost, to ni nekaj, kar bi bili vajeni videti. Ki je popolnoma razgaljena na način, ki je v teh krajih prav tako nekoliko nenavaden. In misli, da lahko kar sama hodi naokrog, da bo popolnoma zaščitena, da je vse popolnoma v redu. To nam samo pokaže, kako zelo neumna je postala družba. Da ljudje dejansko mislijo, da dejstvo, da se lahko na nekaterih mestih, v nekaterih krajih in ne v mnogih krajih na zahodu oblečeš tako in to ne bo čudno, še ne pomeni, da to velja povsod, kamor greš. In ja, skoraj 100% sem prepričana, da ta moški spolno objektivizira to žensko zaradi njenega videza in tega, kdo je. In ona je tujka in je drugačna in to je nekaj posebnega, lepa je in on to opazi. In iz nekega razloga dejansko misli, da se lahko sprehaja po takem kraju, oblečena tako kot je, in da bo popolnoma varna, ker jo je nekdo nekje v to prepričal. To preprosto ne drži. Ne greš v kulturo, ki ima drugačno razumevanje, kako se ženske oblačijo, kako ženske izgledajo, in misliš, da lahko prideš s svojimi zahodnimi standardi in da bodo ti popolnoma sprejemljivi. Mislim, poglej, kaj se dogaja na zahodu. Na zahodu ženske ne morejo hoditi zunaj. Ne, da bi jih tujci slabo obravnavali. To smo videli povsod. Niso samo tujci. Na splošno, kot ženska, nisi varna, če hodiš zunaj v zahodni družbi. Torej, zakaj? Zakaj bi nekdo mislil, da si povsod, kamor potuješ, varna samo zato, ker si ženska? Ni tako. In ponovno to povem ob tem, da se dobro zavedam dejstva, da je v Indiji veliko različnih krajev, veliko različnih kultur, veliko različnih vrst ljudi in veliko različnih skupnosti ter standardov. Ampak prav tam, kjer je ona, se zdi, da imam morda prav. Ne vem, kaj on govori. Glej, on se pretvarja, da je na telefonu. Ne govori. Hodila sem počasi, da bi ga spustila naprej. Zdaj pa se je ustavil. Morda grem tukaj dol? Ta kraj zgleda Zakaj bi zelo šla živahen. tukaj dol? Zakaj? Zakaj bi šla tja dol sama, če te zasleduje moški? Vidiš, rekla sem ti, da ima nizko inteligenco. Ni druge razlage. Ne vem, če tam zgoraj kdo živi. Tisti tip mi sledi. Ja, kaj si pa O, ti mislila? Jezus Kristus. V redu, kje so ljudje? Kje so ljudje? Ne na zapuščeni poti, ki si se jo odločila ubrati, in ne na avtocesti. To je tako neumno, resnično mi ni jasno. Jazz. Okay, call. Mislim, da je neumna, ampak vseeno mi je žal za njo. To je res zelo strašljiva situacija. Nikoli ni zabavno, če ti nekdo tako sledi na kraju, kjer sploh ne veš, kje si. Ne želim tega zmanjševati. To je grozno, grozljivo doživetje. In res mi je hudo za njo. Ampak vseeno je neumna. Why? Slediš mi. Sledil si mi. Ja, seveda ti sledi. Naredi posnetek zaslona. Naredi posnetek zaslona. Pojdi stran. Pusti me pri miru. Prosim, ali si naredila posnetek zaslona? Ja. Zdaj gre. Slediš mi že kakšnih 10 minut. Iskreno povedano, ni najboljši začetek v tem mestu. Iskreno sem že kar naveličana Indije. Mislim, da bom kar odšla. Moški tukaj so preprosto nekaj narobe z njimi. Moram iti stran od tukaj. Naveličana sem kravjega blata na cestah. Naveličana sem smeti povsod. Mislim, poglej tisto smeti.
Odvratna je. Dobila sem enoletno vizo, ker sem želela priti sem in, veš, narediti celotno turo po Indiji. Na tej točki si niti 2 tednov ne želim ostati tukaj. V redu, kot nekdo, ki je bil v Indiji. Mimogrede, tukaj je komentar nekoga: poberi se iz Indije, ogabna bela kurba. Takšnih, kot si ti, nočemo tukaj. Poglej, kot nekdo, ki je bil v Indiji, moram to povedati. Nekateri Indijci so res eni najbolj čudovitih ljudi, a nekaj mojih najslabših izkušenj na potovanjih se je zgodilo prav v Indiji. Nekatera najlepša mesta, kjer sem bila, in nekatera najbolj odvratna mesta. In to je pač to, kar se zgodi, ko imaš ogromno mesto z 2 milijardama ljudi. Ugani kaj, pri ljudeh, ki jih srečaš, bodo razlike. In vem, da imamo tukaj veliko indijskih sledilcev. Torej, pozdrav vsem vam, vsi ste proti islamu, kar zelo podpiram, tako da odlično opravljeno glede tega. Kakorkoli, bistvo je, da ne greš sam v nek drug kraj, ki ga ne poznaš, oblečen izzivalno in pričakuješ, da boš popolnoma sprejet, kot da je to nekaj običajnega. Mimogrede, tukaj je posodobitev o tem, kaj se dogaja v tej zgodbi. Tukaj je posodobitev glede mojega zadnjega videa. Pojdi stran, pusti me pri miru. Postal je nekoliko viralen in so ga povzeli indijski mediji. Policija je začela preiskavo in aretirala moškega. Policija me je kontaktirala, prišla v moj hotel in mi postavila nekaj neumnih vprašanj. Poškodovali so moj potni list in potem pobegnili, ko sem poskušala izvedeti njihova imena. Pozdravljeni, kako vam je ime? Policijo sem prosila, naj izbriše vse podatke, ki jih imajo o meni, ker me skrbi, da bodo moje podatke posredovali temu moškemu, saj so tudi njegove podatke posredovali meni. Ko sem ponovno pogledala svojo kamero, sem ugotovila, da me je moški v resnici spremljal že prej, kot sem mislila. Pravzaprav je bil približno 50 metrov pred menoj. Verjetno se je ozrl nazaj in me opazil, ker se je kasneje skrival za kombijem in me čakal. In takoj, ko sem šla mimo, me je začel slediti. Torej, vsi ljudje v komentarjih, ki ste rekli, da me ni sledil, ja, me je, pa še kako. Če se moja prijateljica ne bi oglasila na telefon in naredila posnetka zaslona z njim, stvari bi se verjetno slabo končale. Na tej točki me ne zanima, kaj se zgodi s tem moškim. Grem naprej. Upam, da bom zdaj lahko objavljala bolj pozitivne stvari o Indiji, zato ostanite z mano in si oglejte moje videoposnetke o Indiji. Hvala. Imam veliko starejših videoposnetkov iz Tajske. V redu, nismo tukaj, da bi promovirali neko bedakinjo, ki očitno ne zna razmišljati svojo glavo. Ampak, o bog, resnično, ta neumnost res nima meja. Ženske, ki to gledate, ne podajajte se same v drugačna kulturna okolja. Na splošno dobro pravilo, dokler ne ugotovite, kako ta kultura dejansko razmišlja in v kaj verjame. Še posebej, če greste v podeželsko okolje, kjer niso vajeni ljudi, kot ste vi. Samo zapomnite si, da morate spoštovati razlike in ne smete kar predvidevati, da je ves svet vaš in da lahko po njem kar gazite. Ne, tako to ne deluje. Oprostite. Upam, da to ni preveč sporno. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.